100 ljudi, 100 čudi. Danes bi lahko rekli 100 ljudi, 100 avtov. Kaj hočem reči? Da je trg avtomobilov danes tako pisan, da čisto vsak lahko zase najde točno takšen avto, ki bo ustrezal njegovemu karakterju. Ste kvazi avanturistični, za vas je križanec. Ste zares avanturistični, terenec. Hočete adrenalin, nizek športnik. Izbire je dosti. Razen, če hočete celotnemu svetu pokazati, da ste ultra elegantni. V tem primeru boste izbrali samo eno znamko. Tisto tam zadaj. K Mercedes-Benzu, če seveda nimate denarja za kakšnega Rolls-Roycea, poglejte to eleganco, ta dolg bok. Pri tem, ki ima paket AMG Line, je tudi malce športnosti, ampak v ospredju je seveda lepota. Kakšna vrata. Ta bi morala biti že škarjasta, ker jih boste sigurno pobutali, ker so tako dolga. Ja, samo v Mercedesih so armaturke tako lepo uglajene in nežne in slabo zlepljene. Sedenje v tej kabini je res ena sama sprostitev. Od navadnega E-ja se dejansko razlikuje samo po teh turbinskih zračnikih, ki so res nekaj posebnega. Sicer pa je štorija popolnoma enaka. Pred voznikom sta še vedno dva ogromna zaslona in barv ambientalne osvetlitve je še vedno 64. Mislim, a niso mogli dodati še ene, da bi jih bilo 65? Še motor v siliki eleganci, ne zato, ker bi bil tako uglajen in tih, ampak ker enostavno ne potegne tako, kot bi si želel in se potem raje vozim umirjeno. 195 konjski, 2-litrski 220D je tole prav po dizelsko ropota, ampak čeprav ima na papirju samo 7,4 sekunde do 100, bi se mu 2-litrski bencinar veliko bolj prilegal. Pije pa okrog 7,5 litrov. E-coupe je v osnovi zelo umirjen potovalnik, miren in zvočno odlično zatesnjen, da se na poti domov res spočijete od napornega dneva v službi. Še posebej s tem 2,5 ure vrednim zračnim vzmetenjem, zaradi katerega luknje kot limuzina enako čudovito požira. Če prestavite v športni način, je vse skupaj res da trše, ampak daleč od občutka športnosti. Avto je velik in tudi v rokah deluje precej okorno. Je hiter, ko se peljete naravnost, dobro se drži ceste na dolgih zavojih, manj prepričljivo pa deluje na kratkih, se mi zdi, da se vse skupaj preveč ziba. Je pa zato toliko bolj športen 9-stopenjski menjalnik v načinih Sport in Sport Plus res optimalno dirigira z obnikom. V bencinerju bi še bistveno bolj prišel do izraza. Avto je za največ 4 potnike. Tega nikakor ne pozabite, čeprav za moje pojme so kupeji največ za 2. Tamle zadaj sta oba sedeža fino profilirana in baje je tudi za glave dovolj prostora, kot so mi povedali v ekipi, ker meni manjka kakšen centimeter v višino za pravo oceno. Kar ne more se ga nagledati, v tej črno-beli kombinaciji je enostavno krasen. A ja, luči vam še nisem pokazal. Poglejte to. Še ena kaprica. Tale ključ je lepši kot prej, ampak v rokah deluje tako ceneno in plastično. Bi moralo biti vsaj malo kovine v tem ohišju, da bi potem tudi v žepu čutil, kaj voziš. Verjetno so pri Mercedes-Benzu mislili tudi na to in niso želeli, da bi težak ključ vlekel dol lepe hlače poslovnežev, ampak imamo po drugi strani v žepih tudi telefone in bi bilo čisto vseeno. 87 jurjev vam bodo vzeli za točno takšnega. Ni malo za drugi najšibkejši motor v ponudbi in edini dizelski mimogrede. Ampak elegancija je bila vedno najdražja v katerikoli industriji ali pa panogi in zakaj bi bilo pri avtomobilih drugače?